Pozdravljeni! Zaradi koronavirusa so bili tudi pri FII prisiljeni spremeniti pravilnike tako za sezono 2020 in tudi naprej. Sedaj si bomo pogledali po razpoložljivih dokumentih, kakšne so te spremembe. Preden začnem z razlago tistih bistvenih sprememb, katere so bile sprejete v zadnjem obdobju, še kratka opomba. Zadeve bom argumentiral s treh različnih pogledov: tistega, kar piše v različnih pravilnikih, tisto, kar pravijo vpleteni v te spremembe po raznih mednarodnih dosegljivih virih in na koncu še moje osebno mišljenje. Te zadeve moramo ločiti med sabo, kajti marsikdaj se zgodi, da razni viri navajajo dejstva v navednicah, katere podprejo z argumenti kot to se ve, tako je, in vkolikor gremo to preverjati, vidimo, da ni prav tako. V Formuli 1 poznamo tako športni kot tehnični pravilnik. In zadnje spremembe so se dotaknile športnega pravilnika za sezono 2020 in tehničnih pravilnikov za sezono 2021 in 2022. A lotimo se najprej športnega pravilnika za sezono 2020. Ta je že v svoji 5. izdaji in niti začeli nismo s svetovnim prvenstvom. Prva je bila izdana 30.4.2019, nato 4.12.2019, 6.3., 18.3. in na koncu 30.3.2020. In seveda, spremembe se lepo vidijo označene v rdeči barvi, zato poglejmo skupaj, kakšne so tiste bistvene spremembe, katere so pripravili za to sezono. Prva je ta, da po novem po 30. aprilu za spremembe v tem športnem pravilniku rabijo najmanj 60% strinjanja tistih imetnikov glasov. In še to za točno določene člene, kateri so našteti. Kot vidimo, naprimer 19, 20, 21/7, 21/8 in tako naprej, da ne bom dolgočasno našteval. Gre za zadeve, katere so v kompletnem spektru Formule 1. Od tistih obveznosti, kot so stiki z javnostjo na raznih sestankih, kar seveda s koronavirusom je nekako logično, do sprememb, naprimer pri specifikacijah, pri dobavitelju pneumatik in tako naprej. Moja osebna pripomba, 60%, kaj to pomeni? Poznamo, da imamo v Formuli 1 razmerje moči porazdeljeno tako, kot so dobavitelji pogonskih sklopov. To pomeni, da po novem Ferrari in Mercedes lahko skleneta nek dogovor, neko zavezništvo in to v teh členih po 30. aprilu vsilita tudi preostalim. Za ostale člene športnega in netehničnega pravilnika pa velja seveda soglasno strinjanje z vsako drugo spremembo. Mnogi so navajali to nekam malce bolj posplošeno. Nekaj, kar se ni spremenilo v športnem pravilniku, je to, da v sezoni 2020 bomo imeli največ 22 dirk in najmanj 8. Na to so bila določene spremembe pri testiranju, kot vidim, in pri tem, kako bodo določene aktivnosti zaprte. Namreč, ukolikor pride do višje sile, da država zaukaže zaprtje naprimer določene tovarne, se to šteje v tiste dneve lockdowna. Naprimer, vem, ni fair, da bi bil naprimer Ferrari v Italiji prisiljen zapreti svoje tovarne več dni, kot bodo ostale zaprte naprimer v Veliki Britaniji ali Švici. Zaprti bodo morali biti tudi proizvajalci pogonskih sklopov 21 dni, zaporednih v marcu in aprilu, ukolikor spet vlada ne določi kakšnih prisilnih zaustavitev aktivnosti, in to ne velja za zadeve, katere niso povezane s Formulo 1. In seveda tisto, kar je za nas malce bolj zanimivo, je to, kar se tiče tistih pogonskih sklopov. Mnogokrat sem omenil predtem, da niso zmanjšali števila elementov. No, sedaj so jih, ampak prav na zanimiv način.
Če bo 14 ali manj dirk, bodo imeli vsi na razpolago, vsak bolid, da se bolje izrazim, 2 motorja z notranjim izgorevanjem, 2 MGU-H, 2 turbini, 2 kontrolni elektroniki, 2 bateriji in 2 MGU-K. Ukolikor bo 11 ali manj dirk, se število kontrolnih elektronik in baterij zmanjša za 1. In seveda, tu je treba poudariti nekaj. Med sezono 2019 in 2020 je od načrtovanih dirk se število zvišalo za 1, iz 21 na 22. Vem, sedaj je situacija drugačna. Ampak zaradi tega povečanja dirk so ekipe izsilile en MGU-K več od tistega, kar je bilo predvideno. Še lani so imeli v celi sezoni razpolago le 2. Danes se šteje, kot da bi začeli s 3 in ko se odbiva, vidimo, da je eden več. Ni v tisti skupini s kontrolno elektroniko in z baterijo. Samo tako kot zanimivost. Kar je še bolj bistveno pri teh spremembah v športnem pravilniku, je pa v dodatku številka 8. Tu je izrecno prepovedano, da v letu 2020 in kar se tiče datumov zelo zanimivo od 28.3.2020 je prepovedano v vetroniku in na računalnikih s simulacijami CFD vsakršno delo na tehnologiji, katera bo stopila v veljavo leta 2022, to se pravi na teh novih bolidih, 18-palčna platišča in tako naprej. Zakaj je zanimivo? Ker sem na začetku omenil, da pravilnik je stopil v veljavo 30.3., torej prepoveduje nekaj še preden je stopil v veljavo. In seveda to je hud udarec za vse tiste, ki so mislili ta čas izkoristiti pravzaprav za te dejavnosti in imeti pred tem koronavirusom sezono 2020 kot neko prehodno zadevo. In seveda, povedal sem za sezono 2020, tehnični pravilnik se ni spremenil. Spremenil se pa je za sezono 2021 in je dobesedno enak tistemu, ki je v veljavi sedaj v sezoni 2020 z eno samo spremembo. Namreč na 60. strani so uredili nov člen. In kot vidimo, ta člen je tisti, ki je vzet z tistega prejšnjega pravilnika, tistega, ki bo stopil v veljavo v sezoni 2022. In namreč vidimo člen, kateri prepoveduje, da se volan premika v več kot eni osi. Posredna prepoved sistema DAS. A o tem bomo videli, če je sploh mehanizem veljaven, a sedaj so izbrisali vse dvome, da bo lahko tudi v naslednji sezoni aktivna ta pogruntavščina, kateri se strinjam, da lahko je sporna po pravilniku, ampak je genialna. Drugače za sezono 2022 je sedaj kot tehnični pravilnik v veljavi tisti, ki je bil prej v sezoni 2021. Edini popravki so v bistvu letnice, kdaj stopi v veljavo, zato se tu v kakšne podrobnosti ne bi spuščal. Gospod Kerry je povedal, da letos v sezoni 2020 pričakuje 15 do 18 dirk. Tudi sam sem omenil, tam okrog 15 dirk bi lahko speljali in zanimivo je, da so tisto mejo, da bodo znižali elemente pogonskega sklopa, postavili na 14. A po drugi strani je logično, kajti življenjska doba pogonskega sklopa je nekje 7 velikih nagrad. To nam je jasno. A po drugi strani govori se, da v sezoni 2021 bi rabili tiste šasije, ki so v veljavi letos. Tehnični pravilnik je seveda enak, a nikjer nisem zasledil kakšne prepovedi homologacije novih. S to pripombo, da govori se, da so dobili dogovor okrog tega, da McLarenu bodo dovolili določene spremembe, zaradi tega, ker bo zamenjal pogonski sklop, a kakega izrecnega pravila ni še. Ni še niti športnega pravilnika za sezono 2021, oziroma velja še tisti stari, sprejet lani 2019. A imajo še čas tudi to popraviti.
In seveda, treba je razumeti, da s temi spremembami pomeni tudi to, da je nova pogodba Concorde zamaknjena v prihodnost. Govori se, da novi bolidi bojo stopili v veljavo ne leta 2022, ampak celo 2023 in tako naprej. A to so govorice, ne potrjene dejstva. Kar sem hotel poudariti, je tisto, kar lahko vidimo na uradnih dokumentih, kar vidimo na raznih medijih in kar si mislimo sami. Do začetka sezone sploh ne vemo, kak bo koledar, zato lahko pride tudi do takrat še do marsikakšne spremembe. Zaenkrat je to. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.